Prognoza otroka, ki je recimo pred desetletjem ali dvema dobil diagnozo spinalna mišična atrofija, je bila neprimerljivo drugačna, kot je lahko danes, ko obstaja zdravilo za to hudo bolezen. Lahko po klinični, po strokovni in po znanstveni plati poveste, kaj pravzaprav pomeni ta novost, kaj prinaša? Ja, spinalna mišična atrofija je v bistvu zelo težka, redka, dedna bolezen, ki je v hujših oblikah pomenila, da je tak otrok ni preživel drugega leta starosti. Sedaj pa, ko imamo nova oblika zdravljenja, pa lahko pravzaprav tem otrokom pomagamo do te mere, da lahko naravni potek bolezni dramatično spremenimo. To pomeni, da lahko ti otroci ne samo preživijo dlje in živijo, predvidevamo lahko normalno dolgo, ampak imajo tudi bistveno manj težav, kot so jih imeli v preteklosti. Če pa te otroke začnemo zdraviti, še preden bolezen pokaže svoje znake, pa lahko po nekaterih podatkih pričakujemo celo, da se otroci popolnoma normalno razvijajo. V Sloveniji pravzaprav to bolezen laična javnost nekoliko bolje pozna zaradi zgodbe Krisa, ki je odšel na zdravljenje v tujino. Me pa seveda ob tem zanima, kakšne so izkušnje pediatrične klinike, koliko otrokom ste doslej lahko pomagali in kakšni so izzivi za naprej. Ja, kadar govorimo o redkih boleznih, je ob tem kar nekaj izzivov. Ena od njih je tudi seveda zavedanje, da take redke bolezni sploh obstajajo, zato ker s tem lahko ne samo zdravniki, ampak tudi v bistvu laična javnost pomagajo pri zgodnjem odkrivanju teh bolnikov in v bistvu podpirajo aktivnosti, ki vodijo v to, da se bolniki potem in prej začnejo zdraviti in da se bolj uspešno zdravijo. Tako da sigurno take uspešne zgodbe lahko pomagajo. Na pediatrični kliniki smo do sedaj od trenutka, ko smo imeli zdravila na razpolago, zdravili 35 otrok. Številka se ves čas malo spreminja, zato ker dobivamo nove otroke, po drugi strani pa otroci odrastejo in jih prevzamejo nevrologi za odrasle. Ampak 35 otrok je šlo zaenkrat skozi naše roke in v bistvu vidimo, da jim ta nove oblike zdravljenja zelo pomagajo. Kakšni pa so pri tem zdravljenju izzivi za naprej? Je tu vprašanje tudi čim zgodnejše diagnostike ali smo nasprotno pri tem že zelo uspešni? Kakšni so izzivi tudi na področju genetike in tako naprej? Ja, gotovo je en večjih izzivov, kako do teh otrok priti čim prej, se pravi, kar se da hitro. In eden od teh načinov je presejanje vseh novorojenčkov za spinalno mišično atrofijo in lahko se pohvalimo, da bomo pravzaprav v letošnjem poletju vstopili med tiste države, ki že presejajo vse novorojenčke za spinalno mišično atrofijo. Tako da tik pred tem smo in to je zelo velik mejnik in običajno v državah to je zelo velik izziv, to zgodnje prepoznavanje. Sicer pa obstaja kar nekaj izzivov še tudi potem, ko bomo otroke prepoznali. Namreč treba se odločiti, kakšno zdravljenje za določenega otroka najprimernejše, katero je najbolj učinkovito. In zato v bistvu zaenkrat še nimamo zelo dobrih algoritmov, nimamo zelo dobrih bioloških označevalcev, ki bi nam pri tem pomagali, ampak se to znanje širi in smo lahko smer bolj utemeljeno se odločamo za določeno vrsto zdravljenja. Ravno tako je pomembno vedeti, ali se otrok dobro odziva ali ne na določeno zdravljenje, zato ker danes imamo možnosti, da zdravilo zamenjamo, če se na določeno zdravljenje ne bi odzival. Tako da tudi tukaj nam bodo biološki pokazatelji lahko zelo pomagali. Hkrati pa v bistvu se vidi, da tudi pri zdravljenih otrocih lahko določeni aspekti še zmeraj napredujejo. Naprimer, skolioza je takšna težava otrok, ki lahko kljub temu, da so zdravljeni, napreduje in lahko seboj prinese določene težave kasneje v razvoju. Tako da izzivi ostajajo in se prilagajamo tem novim izzivom. Je pa dejstvo, da zdaj, ko lahko bolezen zdravimo, to v bistvu postaja drugačna bolezen, ki jo še ne poznamo, tako da jo na en način na novo spoznavamo. Prej ste omenili, da se bo odkrivanje bolezni SMA letos uvrstilo med ostala obolenja, ki jih je mogoče, redka obolenja, ki jih je mogoče odkriti že iz kapljice novorojenčkove krvi. To je pravzaprav velik korak in Slovenija je na tem področju
primerjalno mednarodno dobro uvrščena, kaj ne? Ja, za redke bolezni imamo v Sloveniji zelo dobro urejeno to infrastrukturo. V bistvu je kar nekaj zdravnikov, ki se na to dobro spozna in ki so zelo angažirani in pripravljeni veliko investirati v razvoj tega področja, tako da se sigurno uvrščamo med bolj napredne države. Smo med tistimi, ki bomo med prvimi vzpostavili presejanje novorojenčkov in to kar v zelo širokem obsegu, že zelo uspešno presejamo vse novorojenčke za presnovno obolenje več desetletij, zdaj bomo pa prišli še na to, da bomo dodali genetsko testiranje za 4 bolezni, tako da v tem smislu smo zelo uspešni. Ravno tako smo uspešni v smislu, da lahko nove oblike zdravljenja, za katere vemo, da so varne in učinkovite, zelo zgodaj pripeljamo do naših pacientov, včasih celo še predno je zdravilo registrirano v Sloveniji, pa recimo že registrirano v Evropi. Poleg tega pa lahko tudi to povemo, da v Sloveniji smo zelo privilegirani, zato ker zdravstvena zavarovalnica običajno vsa ta zdravljenja plača in to pomeni, kar pa je v bistvu nekaj, kar tudi v nekaterih drugih državah, ki so mogoče bogatejše kot Slovenija, ni vedno omogočeno. Tako da v bistvu bolniki z redkimi boleznimi, ko jih enkrat prepoznamo, so v bistvu v dobrih rokah in je za njih relativno dobro poskrbljeno. Po drugi strani pa velja omeniti, da ste zelo dejavni, aktivni in tudi uspešni tudi na raziskovalni ravni, tudi pri odkrivanju novih možnosti zdravljenja. Ja, zelo se trudimo na različne načine, tako da medicina res vstopa v neko novo obdobje, to zdaj govorimo že nekaj let, ampak do nedavnega so bile to sanje, zdaj pa dejansko obstajajo res revolucionarni načini zdravljenja, kako pri bolniku, ki ima okvarjen gen, nadomestimo ta gen z takim, ki dela, ali pa lahko v bistvu spremenimo način, kako se njegovi geni izražajo in s tem res zelo spremenimo. Tako da to je zdaj stvarnost in v bistvu v to smer bo sigurno šla medicina na vseh področjih, ne samo na področju neurologije. In mi si želimo, da bi tudi bolj tvorno pomagali pri sestavljanju novih zdravil, zato ker v Sloveniji je ogromno znanja, ogromno strokovnjakov, ki jih to področje zanima in ki tudi imajo ustrezna znanja, da bi lahko pomagali pri razvoju novih zdravil. In tudi na našem oddelku smo vključeni v te napore, tako da se trudimo, da bi pomagali z vsemi močmi. Kako pa bi pravzaprav po osebni in seveda tudi strokovni klinični plati ocenili oziroma predstavili svoje počutje? Kako se kot zdravnik počutite danes, ko lahko bolnemu otroku pomagate povsem drugače kot v ne tako daljni preteklosti? Ja, v resnici mi smo seveda zelo veseli, da lahko našim bolnikom pomagamo, ampak po drugi strani je to zelo zadovoljujoče tudi za zdravnike, zato ker v preteklosti so nam seveda te bolniki prej spolzeli iz rok, ker jim enostavno nismo mogli pomagati. Zdaj pa lahko res bistveno spremenimo njihova življenja na bolje in seveda to ti daje zanos in veselje, da včasih tudi v zelo težkih konstelacijah pridemo do tega, da v bistvu peljemo stvari naprej, da se lotimo projektov, ki zahtevajo dodaten trud, dodaten čas, za katere upamo, da prinašajo neke rešitve, ki bodo še bolj pomagale lahko našim bolnikom ali pa tistim bolnikom, ki jim do zdaj nismo mogli pomagati.